Služba je ena najbolj družbeno sprejemljivih oblik ujetosti. Pa ne zato, ker bi bilo delo samo po sebi napačno, ampak zato, ker se pod krinko plače, varnosti in normalnosti pogosto zahteva nekaj veliko bolj dragocenega. Tvoja tišina, tvoja prilagoditev in tvoja sposobnost prenašanja čustvene zlorabe brez upora. Nihče ti ne reče, da moraš biti poteptan in ponižan. Dovolj je, da se navadiš, da sprejmeš, da je pritisk normalen, da verjameš, da je nelagodje del odraslosti, da prepričaš samega sebe, da je problem v tebi, ker te nekaj boli. In dovolj, da se temu ne upiraš, ker se v resnici ne smeš. Sistem ne deluje s silo, ampak s pogojevanjem. Plača ni nagrada za delo, ampak pogodba za toleranco. Toleranco do poniževanja, ki se mu reče feedback. Toleranco do ignoriranja, ki se mu reče profesionalna distanca. Toleranco do preobremenjenosti, ki se prodaja kot ambicioznost. Toleranco do strahu, ki se skriva za besedo odgovornost. In več, ko si sposoben zdržati, bolj si označen kot stabilen, zrel in primeren. Celo dodatno nagrajen. Ne zato, ker bi bil zdrav, ampak ker si funkcionalen, a hkrati otopel in apatičen. Največja laž ni, da moraš delati. Največja laž je, da je to varno. Tako imenovana varnost je pogosto pogojna. Varnost obstaja samo, če se ne izpostavljaš preveč, če ne postavljaš neprijetnih vprašanj, če ne čutiš pregloboko, če ne postavljaš jasnih mej, ki bi zmotile dinamiko mobinga. To ni varnost, to je odložena grožnja. In večina ljudi to intuitivno čuti, a se nauči živeti z njo, ker je alternativa neznana, brez garancije in brez smerokazov. Delovno okolje pogosto postane oder za stare notranje vzorce. Strah pred avtoriteto, potreba po odobravanju, navajenost na čustveno zanemarjanje, zlorabo, poniževanje ter posmehovanje. Če si se moral že prej prilagajati, da si bil sprejet, boš to počel tudi tukaj. Ne zato, ker bi bil šibak, ampak ker ti je to znan teren. In sistem to izkorišča. Ne potrebuje nasilja, potrebuje samo ljudi, ki so že navajeni, da je ljubezen pogojna in mir začasen. Najmočnejša past ni plača. Najmočnejša past je normalizacija. Ko vsi okoli tebe molčijo, se prilagajajo in se šalijo čez lastno izčrpanost, začneš dvomiti v svoje zaznave. Če te nekaj boli, je to tvoj problem. Če se upreš, si težaven. Če postaviš mejo, nisi timski. Tako se bolečina preimenuje v šibkost in slabost, otopelost pa v profesionalnost. Ljudje ne ostajajo v takšnih službah zato, ker bi jim bilo dobro. Ostajajo, ker je tisto, kar je znano, manj strašljivo kot svobodno. Svoboda namreč zahteva stik s sabo, prevzem odgovornosti in tveganje, da se identiteta, zgrajena na vlogi, začne rušiti. Služba ponuja nekaj drugega, občutek smisla brez resničnega stika s sabo. In zato je veliko ljudi v resnici pripravljenih plačati s svojim živčnim sistemom. Drugače ne zmorejo videti, niti si predstavljati. Problem ni delo. Problem je delo brez glasu, brez osebnih meja in brez človečnosti. Ko sistem zahteva, da za pripadnost žrtvuješ samospoštovanje, dostojanstvo, notranji mir, nasmeh, notranji kompas in zdravje, to ni več zaposlitev. To je institucionalizirana disociacija. In vsak človek prej ali slej pride do razpotja. Ali se popolnoma odklopi, ali pa začne iskati izhod. Prvi način je sprejet, drugi je tvegan, a samo eden od njiju ohrani človeka celega. Spomni se, da si človek, ki ne potrebuješ ničesar, da veš, da si vreden. Samo zavedaj se tega. Družba je normalizirala razčlovečenje in kaznovala avtentičnost, a prav to je tisto, kar je osnova za biti to, kar si. Bodi. Pokončno hodi, dvigni glavo. Ti si vreden,
Tvoj mir je dragocen. Tvoj živčni sistem ni na razpolago za uničevanje. Pa vse dobro. Vsem.